Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 10. februar 2026. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Kako bo nezadovoljstvo v gospodarstvu vplivalo na volitve? Tina Maze pravi, Slovenija lahko gosti tudi olimpijske igre. Kako bo po prenovi videti Slomškov trg v Mariboru? Avtomobilov tam več ne bo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Predsednik vlade Robert Golob in največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda ne podpirata predloga Levice o prenosu dela prostih dni, če bi prazniki padli na soboto ali nedeljo. Predsednik vlade je tako potegnil ročno zavoro po vsesplošnem ogorčenju v gospodarstvu, ki je sledilo hitri uvedbi božičnice in minimalne plače. Da je v javnosti prišlo do spremembe razpoloženja glede teh vprašanj, so očitno začutili tudi v Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so po izredni seji upravnega odbora opozorili, da dvigi stroškov dela ogrožajo obstoj 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest. V zvezi s tem so predlagali sprejem 7 ukrepov za razbremenitev gospodarstva. V današnjem večeru pišemo o tem, v kolikšni meri lahko nezadovoljstvo gospodarstvenikov vpliva na razpoloženje volivcev. To bo pojasnil naš novinar Timotej Milanov. Timotej, najprej, zakaj torej takšno stališče predsednika vlade, potem ko se je zdelo, da bodo vladne stranke do konca mandata zagovarjale predvsem interese delavcev, tudi če pri tem ne bi dosegli soglasja socialnih partnerjev? Zdravo, Tjaša. Kot vidimo, se skušata predsednik vlade in največja koalicijska stranka distancirati od politik Levice, torej najmanjše koalicijske partnerice. Golob je tako jasno sporočil, da ne podpira predloga Levice glede prenosa dela prostih dnevov, če bi prazniki padli na soboto ali nedeljo. Da bo to povsem jasno, so enako sporočilo javnosti posredovali še iz strankinega podmladka. Golob je očitno tako presodil, da mu lahko preveliko zaostrovanje v tem odnosu z gospodarstvom na koncu škodi. Je pa vprašanje, če ima pred volitvami še dovolj manevrskega prostora, da se pozicionira kot neka bolj liberalna opcija. Saj, kot smo že poročali, je vlada v tem mandatu izrazito dala prednost ukrepom na področju socialne države pred ukrepi za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva. Zato pa seveda nosi največjo odgovornost predsednik vlade. Kako pomembno vlogo bodo torej imele gospodarske teme na volitvah? Na izid volitev bodo vplivale številne teme. Kot pred vsakimi volitvami bo verjetno v prihodnjem mesecu še bolj stopila v ospredje delitev slovenskega političnega prostora na dva pola. Zato je možno pričakovati tudi številne ideološke razprave. A v tokratnih okoliščinah bi imele lahko teme povezane z gospodarstvom pomembno vlogo. Takšno je tudi področje plač, na katerem je v tem mandatu prišlo do pomembnih sprememb, kar izpostavljajo tudi gospodarstveniki. Poleg dviga povprečne bruto plače, na katerega je med drugim vplivala plačna reforma v javnem sektorju, se je namreč zvišala tudi minimalna plača. V prvem primeru je težava v tem, da je neposredno pred volitvami prišel do izraza velik razkorak med rastjo plač delavcev v javnem in zasebnem sektorju. Zato se marsikdo, ki dela v zasebnem sektorju, počuti prikrajšanega. Hkrati se je v nekaterih panogah z dvigom minimalne plače ta že tako približala povprečni plači, da to za marsikoga v tako imenovanem srednjem razredu ni več sprejemljivo. Kdo pa bi torej lahko največ profitiral v teh okoliščinah? Kot pišemo v današnjem večeru, bodo po mnenju politologa Igorja Lukšiča gospodarske teme pomembne tudi zaradi tega, ker bodo lastniki kapitala skušali ljudi prepričati, da volijo tiste stranke, ki delajo v prid gospodarstva. V Sloveniji pa so to že tradicionalno stranke desne sredine, pri čemer bi lahko prišlo do zanimivega obrata. Namreč neopredeljeni volivci, ki recimo nočejo voliti SDS Janeza Janše, si pa zaradi prej omenjenih okoliščin želijo političnih sprememb, bi tako recimo lahko dali glas kateri od drugih desnih strank, recimo demokratom Anžeta Logarja, ki se predstavljajo kot gospodarstvu prijazna stranka in se jim je v zadnjem času podpora med volivci celo povečala. Vendar, kot rečeno, bodo tekom kampanje prišle v ospredje tudi druge teme, ki bi lahko še vplivale na trenutno razpoloženje med volivci. Timotej, hvala za pojasnila. Na zimskih olimpijskih igrah v Cortina d'Ampezzo je vse od petkove otvoritve pa tja do zadnje tekme naš športni novinar Uroš Gramc, ki je tam med drugim srečal Tino Maze,
ki jo je Olimpijski komite Slovenije izbral za ambasadorko Slovenske hiše na tokratnih olimpijskih igrah. Kot piše Uroš Gramc, boljše osebe Olimpijski komite ne bi mogel izbrati. Danes 42-letna Korošica je naša prva in dvakratna zlata olimpijka iz Sočija. Poleg vseh drugih lovorik ima smukaško zmago z tega prizorišča v Dolomitih v svetovnem pokalu, v znamenitem športno-turističnem prizorišču pa tudi svoj drugi dom. Oziroma tretji, Črnjanka namreč del leta z družino preživi med gorami, del blizu morja v Gorici. Z njo smo se pogovarjali o olimpijskem duhu, o uspehu, stresu in vsem, kar prinaša veledogodek, pa o njenem povratku v beli cirkus ter o slovenski povezanosti, stanju zavesti in gostiteljstvu velikega tekmovanja. Kot je za Večer povedala Tina Maze, ima namreč še ljubšo destinacijo za olimpijske igre, kot je Italija z Milanom in Cortino d'Ampezzo. Ja, Slovenijo, je dejala Tina Maze. Mislim, da se Slovenija toliko širi, toliko raste, tudi na organizacijski ravni je imela že toliko velikih dogodkov, da je država, ki lahko gosti olimpijske igre. Imam kar kurjo polt, ko o tem govorim. Mislim, da je to neki izziv za Slovenijo kot nacijo, da pride v Slovenijo bakla in se prižge ogenj tudi pri nas, je dejala ambasadorka. In pri tem je pripravljena zavihati rokave, je dodala. Z vsemi močmi, če se bo dalo. Ampak svetovna prvenstva smo že imeli, zakaj ne bi imeli še olimpijskih iger, je razmišljala naprej. Mogoče v sodelovanju s kom, da se združujemo, delimo stvari. To so lepe zgodbe. Če smo zdaj na razdalji 6 ur, ne vidim nobene težave, da se par držav skupaj ne dogovori. Mi naredimo to, vi ono, delati je treba na tem. Verjamemo to in ko bom to videla, bom rekla, yes, bravo mi. Medtem ko se v centru mesta počasi zaključuje eden največjih projektov v zgodovini mesta, gradnja centra Rotovž, mariborska občina že pripravlja nov megaprojekt, to je prenova Slomškovega trga. Enega najlepših prostorov mesta, ki ga obkrožajo tudi zgradbe rektorata univerze, pa SNG-ja in pošte, zdaj kazijo razmajani tlakovci, vegast asfalt, dotrajana komunalna infrastruktura, uničeni kulturni objekti, predvsem pa parkirani avtomobili. No, teh po prenovi, ki se bo predvidoma začela že prihodnje leto in končala leta 2029, stala pa bo skoraj 15 milijonov evrov, več ne bo. Dostop na trg z avtomobili bodo tako imeli le še stanovalci in dostava. Zato pa na trgu ostajajo vsa vitalna drevesa, še 36 bodo zasadili na novo. Zmagovito Podrekovo rešitev iz leta 1995, ki je med Mariborčani naletela na neodobravanje, so namreč spremenili tako, da bodo ohranili več zelenja. O pohodnih površinah bodo prenove deležni tudi nekateri drugi akterji na Slomškovem trgu, v Večeru, na spletu in v tisku preberite, kateri so to in kaj jih čaka. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 10. februarja 2026. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podkastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji, ni drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.